Evo, Nik. Po eni uri tehničnih težav je le ratalo vštimati, pa smo tle. Je bilo tehnične težave. Ne gre več. Dobro, ok, tako je. Smo se ful naučili zdaj prvič, postavljati vse, pa težave z mikrofoni, pa vse vštimati. Prvič mora biti napake. Tako. In nekje po mesecih rihtanja in organiziranja le ratalo, tudi podcast. Končno. Koliko je bilo od poletja? Ja, od poletja, ja. Včeraj, ko sem malo se pripravil za podcast, ko sem malo razmišljal, kdaj smo se prvič dobili, je bilo na kampu Dejana Vinčiča, ti si tam slikal, jaz sem tam predaval, pole si mi poslal slike tudi, in pole sem te kontaktiral, da kaj delaš, pa kaj, če te zanima tak skupen projekt. In takrat smo nekako dorekli, zdaj smo tukaj, tako da smo malo odlagali, moj cilj je bil to že po koncu poletja oziroma na jesen, pole se je prelohlo na december, zdaj se je prelohlo na januar, samo da je ratalo, da smo to. Bi bilo kar projektov za delati. Vsak svoje, ti si imel full dela, jaz sem imel full dela in pole prijetko. Ampak jaz smo tukaj, Tako smo rekli, ideja za podcast je nastajala tam že enkrat poleti. Zdaj pri meni, iz mene sem si želel en tak podcast imeti, predvsem zato, ker se mi zdi, je fajn tako imeti neke debate in pogovore z ljudmi in sploh tako ena na ena, take deep conversation. Tako da ta podcast sem si zamislil pod imenom Benesere, v bistvu to bo potekalo skupaj s tem portalom, ki se zdaj zalaufal, portal Benesere. V bistvu Benesere v italijanščini pomeni dobro počutje, tako da podcast dobro počutje, v bistvu bomo govorili od tematik, ki so vezane na na Benesere, se pravi dobro počutje, prehrana, lifestyle, miselnost, psihologija in tako nasplošno. In v bistvu tu bo struktura, bo tako in audio in video, zato smo se toliko cajta pripravljali, da bi te vštimali. Tako da bo in audio in video, ta podcast bo in tako na portalu Benesere, kot tudi na spletni strani moje, janikonedis.com, bo tudi potem na YouTubeu in na vseh teh audio platformah, se pravi Spotify, iTunes, kaj še, Google Podcasts, kaj še, Apple Podcasts, vse, tako da, Tako da bomo videli, kako bo ratalo, zdaj cilj je nekje redno tu objavljati, bomo sicer videli, kako bo s cajtom, ker se moramo jaz in ti usklajevati, tako da, to, Ko mi čakamo. Ko mi čakamo, tako. Zdaj sem jaz neke moje motivacije, zakaj pa recimo tebi tako všeč, fascinantno podcasting. Jaz sem res spet za avto, In mi je ful dobro poslušati muziko, kadar se vozim. Ampak če so kakšne dolge razdalje, mi tista muzika kdaj malo uniči razpoloženje in rajši kaj poslušam. In se začnem zdaj dosti poslušati podcastov tudi v avto, recimo, ali pa če kaj delam, ni muzika, rajši nekaj poslušam. Kar ni pač muzika in meni se za podcast ena taka stvar, ki se lahko dosti naučiš iz ene ure nekaj poslušati, lahko tudi spoznaš nekoga malo bolj tako globoko preko podcasta, se mi zdi neka dobra ideja, da smo začeli tudi mi dva to, tako da, ko smo prvič govorili, si rekel, da si imel že te nekaj izkušnje s podcastom. Že underground sceno sem naredil z enim prijateljem, nikamor prišlo, je bilo res samo za probati, če se sploh to da, če sem sploh za to. Zdaj, prej smo se že malo pred podcastom, tu je zdaj tvoja tretja sezona tle v Gorici, vmes je bila 2 leti v Ljubljani, pri Krimu, in zdaj, ko pa gledaš tako za nazaj, koliko se je spremenilo na zadnje sezone, ki si bila tle, pole vmes je bil COVID, zdaj si spet tukaj. A si videla kakšno, rast pri sebi, oziroma koliko si se razvila v teh letih, mogoče koliko si se spremenila in tako, zdaj, ko si se vrnila nazaj v Gorico? Mogoče ta COVID, pa še vmes sem imela manjšo poškodbo, pa tako, predtem sem bila res tako samo fokusirana v dvojka, to je to, kar si jaz želim, recimo, in so me te dve leti tudi naučile to, da moraš gledati malo širše, pa imeti kakšen plan B, pa
sprejemati tudi situacije, ki pridejo v življenju in se pač prilagoditi na njih. Tako da ja, tiste 2 leti sta bile kar take malo za razmišljati in malo za si nekako začrtati pot naprej. Tako da sem mogoče pač iz tega vidika zrasla malo osebno. No? Ja. Tako da tudi dejansko so ta leta, se mi zdi tam od 18-19, ker že misliš, da vse veš, pa vidiš, da še ne veš, da ni to in pol zdaj 24-25 je pa že kar tako, no, da imaš že nekaj izkušnje in nekako sebe bolj poznaš in tako. Ja, pa zvati so tista predstopna leta, ko prijaš iz srednje na faks, ne, če si zadnjo faks, pole je super, če nisi zadnjo, je pole že ono, kam naprej. Ja, točno. Ne. Pole je tako pri športnikih, ponavadi imajo zmerno začetno pot, ko da res ponavadi, ne, če prije kakšna poškodba ali kakšne težave z zdravjem, te malo da razmisliti, ki pa to in to. Ja, in je res tako, kar reče, da je vse za nekaj dobro, ne, pač tudi že nekaj slabega, se je že nekaj tazga mogel zgoditi, da te malo zabremza, da te malo trenutno Ni tež, ni lahko. Ja, ni tisto. Težkem obdobju. Ja, res je. Ja, tako da tudi, bi rekla, da sem tudi bolj v letošnjem letu, ko sem prišla nazaj, veliko bolj se najdla v okolju, pa nekako mi je še bolj zdaj, kot pa mi je bilo tiste 2 leti, ko je bilo mogoče zame malo prezgodaj, ali pa mogoče ni bil glih tisto prav moment, da bi šla v Gorico, sicer je bilo super fajn, ampak ni bilo to tako kot je bilo letos. Letos pa tako se mi zdi, da vse sestavilo, kakor se je moglo. Se tudi poznalo pole na koncu, da se vse sestavlja, ko se je mono. Ja, res. Drugo je v državnem prvenstvu, ne, tako da medalja, ne, škoda, ki nisi ne bi pokazali tle. Pozaj bo reči, nema da. Zdaj, če povzamemo, recimo, kaj sem hotel skozi ta podcast predstaviti, je bilo to, da za težavami z duševnim zdravjem stojijo številni vzroki in je fajn, da se jih prvo z analiziranjem oziroma spremljanjem nekih vzorcev in vzrokov, da se jih prvič zavemo, potem da najdemo način, kako jih raziskati, se pravi, da se jih razišče in potem tudi neka implementacija. Ker recimo, če prvič zaznamo vzroke, se jih postanemo zavedni od njih in lahko naredimo kaj glede tega. In pa tle bi še izpostavil, da si probamo ne dovoliti, da nas tisti težki dnevi oziroma težka obdobje definirajo, ker dostikrat so, sploh če se znajdemo v kakšnem težkem obdobju tesnobe, depresije, je dostikrat tako intenzivno, da se pole poistovetimo s tistim. Ne. Se pravi, če imamo mi neke slabe misli oziroma slabe izkušnje, se pole mi poistovetimo. Ne. Rečemo, nimam depresije, ampak sem depresiven. In ta razlika je ful pomembna. Ne. Se pravi, eno je vezano na našo direktno osebnost, drugo je pa samo nekaj, kar pride in gre. Tako da v tistih obdobjih se je fajn zavedati, da v bistvu mi nismo tista čustva, mi nismo tiste izkušnje, ki jih imamo, ampak tisto je v bistvu samo neka izkušnja v življenju, ki jo imamo in pride in gre. Tako da recimo, kadar prija neka negativna čustva, je fajn, da se spomnimo oziroma da se ozavestimo, da čustva so kot vreme, slabo vreme pride in gre. In pa meni recimo ful pomaga ta misel iz filma Batmana, The Dark Knight, Vitez teme, noč je najtemnejša tik pred zoro, se pravi, kadar mislimo oziroma čutimo, da se ne vidimo ven z tega, smo ponavadi lih pred prebojem. Lih recimo lahko povem moj osebni primer, včeraj je bil en ful težk dan, luna je bila ful močna, pa še ostale stvari, pa pester teden je bil, pa res je bil en težk dan, ful je bilo ene tesnobe, nekih simptomov, depresije, melanholije, utrujenosti in sem bil prav na pismo. Jaz ne vem, če bom zdržal tega, ne? Ampak pole sem se hkrati probal opominjati, da verjetno sem že na dnu in pač dlje ne bo šlo, ne? In sem res pač tisto tik pred zoro in bo sigurno jutro boljš. In lih tako je, danes je dosti boljš, ni še pač prav še v redi, še vedno sem ful utrujen, ker je bilo tako pestro, težko obdobje, ampak je pa dosti boljše. No? Tako da hkrati bi pa tudi potem izpostavil, da se ni treba sramovati, če potrebujemo pomoči, je za obiskati kakšnega strokovnjaka, terapeuta, če ne drugega, da recimo nam pomaga ozavestiti neke vzorce, ki so v ozadju teh stvari in nam pomaga se s tem spoprijemati. Na koncu malo kdo postane prav in živi od tega, tako da
da so ti odrekel vsem sladkarijam, piškotom in torticam za rok 5 let in pol te bo totalno sfuzlalo in ne boš mogel več nehati jesti in boš totalno padel ven iz vsega, tudi nima smisla, ne? Ker na koncu dobiš nek pokal in tako naprej, neko zadovoljstvo, ma to zadovoljstvo pol mine, ti hočeš več in tisto odrekanje konstantno ti je naredilo samo škodo, ne? Tako da nek balans, ne? Tudi socialno življenje ne smeš zapostaviti, recimo, ker to dosti ljudi na začetku je toliko, govorim iz svojih izkušenj, jaz sem bil isti na začetku, ne? Totalno padeš noter, fitness je vse, ne? Gledaš samo uro, kdaj boš jedel, uro, kdaj bo trening, kdaj boš šel spat, ne obstaja nič, ne obstaja partner, ne obstaja družina, ne obstajajo kolegi, ker itak bo fitness, ne? Fitness bo vse rešil, fitness bo vse, ne? Na koncu ostaneš brez vsega in pole, fitness te ne bo objel zvečer, ne? S fitnessom se ne boš zbudil zjutraj z ročko v roki, dobro jutro, ko si boš hotel iti na izlet naš s kom, ne? In to pol, tudi dosti ljudi pol zapade tudi v depresijo, tudi proji zapadejo v depresijo, sami povejo, da zapadejo pol v depresijo, naredijo take in drugačne napake, ampak to lahko pol nekdo razume samo, ali je ful razumevajoča oseba, govorim recimo o stališča partnerja, ali pa je partner, ki se s tem ukvarja. Ne? Na srečo recimo, jaz imam isto partnerko Kristino, ne? Ki se s tem, tudi ona je zdaj postala pro letos, če kdo razume, bo ona najbolj razumela te stvari, pa tudi z njo je bilo težko. Jaz vem, da je dosti kar bilo težko, je jokala, jaz sem jo užalil, si nepozoren, ker eno je dieta, drugo, bo rekel, so dodatki, ki te spremenijo, ne? Drug človek postaneš. Ne? In tle je pol ful pomembno, da se znaš ti izbrati, da se znaš zavedati, ker na koncu te noben ni silil to. Ne? Noben ni primoran tebe za tega spoštovati in ceniti, ker si ti odločil za nek ekstrem in da boš zdaj ti vsem okoli težil. Ne? Jaz vem, meni se mi ful na dieti, jaz sem že po naravi, sem dosti uskipljiv, mislim, da imam to v familiji, moj tata isto, moj nono je bil prav kolerik, ne počiva v miru, ampak še toliko bolj se ti izrazijo tej, rekel, notranji karakter. Ne? Jaz ratam še toliko bolj, tako, jaz ratam ful sarkastičen, ratam ful še bolj direkten, ciničen, ne? Aroganten, jaz vsega tega se zavedam, samo v tistem momentu, jaz se zdi tudi zdaj prav, da sem tak, ne? Ampak zdaj sem bolj dojemljiv, oziroma kdaj rečem, ok, pustim stati, dvakrat zadiham, na dieti pa ne, ruk ne ven, ne? In to eni razumejo, eni rečejo, ok, si na dieti, ne? Te razumem, ni panike, sem imel že dogodke, ki sem nekoli sorry, se mi ne da, zdaj, ja, se vem, ko je, ki si na dieti, bomo že po dieti. Eni pa pač zamerijo, samo, ne? Tukaj pač so plusi in minusi. Zdaj to je spet neka tako hard, mislim, bolj tabu tema se mi zdi še vedno, ker ženske nimajo lih nekega dobrega odnosa s svojim ciklom, nasplošno se mi zdi, in to pri ženski je tako bistveno, se mi zdi nek odnos samim sabo, psihično in fizično. In jaz se takrat ful nisem poslušala, v bistvu nisem poslušala v prvi vrsti sebe, kdo sem, pač sem hotela biti bolj ko ostali, no, bolj uničiti to občutljivost, ki mi je bila kot neko prekletstvo. Nisem poslušala svojega telesa, ki je bilo tudi pač slabo fizično, res pač, ne vem, sploh ne vem, ko opisati, glavno sem se počutila obupno. In neka tako, spet ključna stvar se mi zdi pri vsem tem je bila, da nisem bila v stiku s to svojo žensko močjo, ki jaz dobesedno pač v tistih letih pred to boleznijo, sploh nisem imela menstruacijo, če lahko zdaj povem tako direktno. In takrat sploh nisem imela tega tako resno, mi je bilo whatever, pač ne vem, ful čudno. In zdaj sem tako drugi človek, pač. In takrat tudi, ne vem, nisem sploh razmišljala tudi tako, ne vem, recimo, kaj jem, kaj dajem v sebe, koliko spim, tako neki tej temelji so bili totalno porušeni in pol še ta v bistvu te tabletke s kemijo in tako verjetno je pač naredilo vse skupaj še večji kažin, tako da sem imela pol po bolezni dosti za razmisliti, v bistvu dobesedno postaviti temelje na novo, ne, ker pač od hrane do gibanja, do pač nasplošno odnosa do same sebe, da pač nisem več sovražila enih delov sebe, ker sem pač takrat pol ugotovila dejansko enih delov v njih, ki so ključni, pač jaz ne sprejemam in pač zakaj je tako. Tako da po eni strani, ne vem, sej ful ljudem se je zdelo pol čudno, ker sem jaz izjavila po bolezni, da pač meni se mi zdi prav, da se mi je to zvodilo, ker če ne po mojem,
Mislim, ne vem, no lahko da bi šlo po kakšni drugi poti. Ja. Očitno sem rabila tako neko na hard lekcijo, da sem razumela določene stvari, ne vem. Me pa ni zdaj tako sram priznati, ne vem, da je bilo pač prej slabo, da prej nisem imela ok odnosa, ker se mi zdi, da ful ljudi, sploh to zdaj, ker je ta New Age in tako se delajo vsi, wow, več, ko so razsvetljeni in vse tako, ja, noben pač ne govori od tega, ko si prišel do tja. Ja, točno to. Se mi zdi, da ful spustijo to, je pač samo spet, ne samo svetloba. In meni se mi zdi, da mora biti neka harmonija, ker pač life ni samo dobro. Pač se bojo dogajale slabe stvari in ti se moraš v bistvu toliko spoznati, da boš znal prenesti, kadar bo pač se naslednjič zgodilo nekaj slabega, ne da pač ignoriraš to. Kaj je neka taka stvar, ki recimo tebe puša naprej, ki imaš zdaj recimo kakšne motivacije globoke za naprej, za cilje in tako? Mislim, jaz se ne orientiram po motivaciji. A se zjutraj zbudim motiviran, a se zbudim nemotiviran, a se zbudim vesel, a se zbudim totalno žalosten, vedno bom naredil isto delo v dnevu. Se pravi, imam neke opravke, ki jih moram narediti v dnevu in vse bo narejeno, a sem vesel, a sem žalosten, a sem motiviran, a sem nemotiviran. Motivacija je pač, po motivaciji se ravnajo pač šibki ljudje. Ti, če hočeš biti močen, če hočeš priti do svojih ciljev, se ne moreš ravnati po motivaciji, ampak po disciplini. Ker če se boš ravnal po motivaciji, razumeš, pol boš, ne vem, en dan delal, pol 2 dni boš nemotiviran in boš iskal izgovore za to, da pač ne delaš, ker pač si boš rekel, jaz sem nemotiviran, ne. Zato pač moraš razviti neko disciplino in pač vedeti, da imaš neke visoke cilje pred sabo in če hočeš priti do teh ciljev, moraš pač delati, razumeš, na njih. Pravi, so ti bolj nek zagon oziroma tisto, kar te potiska naprej, so ti tudi cilji, ali kako? Ja, jaz sem pač ful ambiciozen človek, no. In imam pač neke visoke cilje in pač kar hočem v življenju je doseči te cilje, ne. In sem pripravljen marsikaj žrtvovati za to, da pač pridem do teh ciljev, ne. Jaz ne vidim nekega užitka, ok, sem pa tja, ko si zaslužim, ja, ampak zdaj ne vidim nekega užitka, da pač neki ful hodim na neke žure okoli, pa to, ne. Jaz dejansko dobim užitek v nekem napredku, se pravi v temu, da pač na vseh področjih v življenju vsak dan postanem malo boljši. In da delam na sebi in da stremim k tebi, da postanem pač najboljša možna verzija samega sebe, ne. In to je to, kar mi v bistvu pač daje nek zagon in neko srečo v življenju, ne. Pač napredek. Sploh pa poleg, ki ti rata proces, ki ti rata užitek samo v sebi. Najbolj me recimo zdepresira to, da pogledam, ne vem, da 3-4 mesece, da gledam nazaj in da se ne premaknem nikamor. Pač jaz moram vsak mesec biti malo boljši od prejšnjega meseca, ne. Meni je lažje napisati trening za nekoga, ki ima ful določen cilj, ko pa za nekoga, ki ga nima, ker moram pač do določene mere ugibati, ne, o tem programu, ne. Če pa imam zelo jasen cilj, če pa ima nekdo zelo jasen cilj, je pa program res enostavno napisati, ne. Tako da, ja, cilji nam dajo neko pot, nek fokus in neko vztrajnost takrat, ko jo rabimo, ne. Kadar nimamo motivacije, kadar smo na tesnem časem, pripomorejo k temu, da se boljše organiziramo, da najdemo čas, da se pripravimo, ne. Recimo, če vemo, da smo na tesnem časom, že par dni prej probamo nekaj narediti za to, da prijemo na trening pol konc tedna, ne pa prepustiti na ključju in pol zadnji dan spustiti trening zaradi obveznosti, ne. Tako da, cilji v bistvu povečujejo neko organiziranost, neko doslednost in konstantnost, ne. To je poanta. Je pa važno, da se cilji res tisti tvoji, ne, individualni, torej, da ne izbiraš ciljev zato, ker si nekje to videl, da bi mogel tak, recimo, zgledati, ali pa zato, ker ti je nekdo rekel, da res izhajajo, ali pa da ni to nek social pressure goal, ne. Ampak da je res, ne vem, hoče narediti 10 pull-upov, so kakšnimi pull-upi res ful dori, ne. Super, naredimo, ne. Ali pa, ne vem, hočem shujšati, zato ker mi je nekdo rekel, da moram izgledati lepši na plaži, ne. Mislim, to je tako, to nisi ti, ne. In recimo, če vidim kakšno disociacijo med dejansko
želenimi cilji in med tistimi, ki so sporočeni, prava malo bolj vrtati noter in motiviti res kaj privlači, kaj je njegova iskrica v povezavi z vadbo. Ne? Selik, tu sem te vprašal, kako pa nekomu pomagaš, da prije do nekih lobih ciljev. Prvo moraš pokazati, da je sposoben. Ne? Se pravi, mu sestaviti tak program vadbe, da on napreduje. Ne? Ko mu pokažeš, recimo, da mi beležimo vse treninge, ki jih naredimo, da imamo pregled nad zmogljivostjo, nad napredkom in rečeš, lej, en mesec nazaj je bilo toliko, danes upaš toliko, vidiš, da ti gre, čeprav praviš, da ne upaš, ne. Pa le koliko, recimo, si naredil, ne. In pa on začne to zaveščati, začne biti pozoren na to, ne. Tako da dobi tisti mindset, da zmore, ne. To se mi zdi ful pomembno. Da dobi samozavest, nek pogum in to je za mene res, mi da veliko mero zadovoljstva, kaj vidim ta shift, ne. V bistvu z neke zunanje motivacije mogoče, ko nekdo misli, da ko v bistvu je motivacija za vadbo je zaradi tega, ker bi to mogel narediti, ne? Recimo zaradi zdravja, recimo tak, ali pa ne vem, če so prisotne kakšne bolečine, ali pa zaradi nekega slabega počutja, ker vidiš sebe, da ne delaš nič, ne. In je to pol neka zunanja motivacija, ker bi bilo tako prav, in ko iz te zunanje motivacije prešalta v notranjo motivacijo in se spremeni miselnost v smislu, zato ker to hočem narediti, zato ker to zmorem in zato ker to želim, ne. In to je tisti shift, ki ga rad probam izvati z praktično individualno prilagojenimi pogoji, ki mu jih dam, ne. Recimo ambiciozni, realni cilji, specifični, da res da veš, da si nekaj osvojil, ne. Recimo, rad bi bil bolj močen, pa rad bi izboljšal kondicijo, če imaš tak cilj in če ga ne specificiraš, ne, no boš točno vedel, da si ga dosegel, zato je pomembno, da imaš specifičen cilj. V biznisu velja to, da si dober pri določenih rečeh, da delaš dobre stvari dosti cajta. Tu jaz, ko imam fitness, sem gotovo, ko sem odprl, isto delati dobro in delati jih konstantno in pač napredovati, ne. Tisto itak se naučiš sproti. Napredovati, pri katerih rečeh bi lahko napredoval, pa z napak se učiš, vsak dela napake, jaz jih delam, jih bom delal. Samo ne smeš imeti strah napake, ne. Ne smeš imeti strah, ne. Ja, to je pa težko, ne. Ja, dosti krat te že strah pred napako te drži nazaj, da bi Ja, to mislim, da to nikoli ne daš stran straha. Mogoče rataš bolj pohumen, oziroma si več upaš s cajtem. Ne, v bistvu obvladuješ drugače. Obvladuješ, ja. Ja, se ga naučiš obvladovati, ne. Isto prej, ko smo govorili od prehrane, ne. Jaz zdaj imam mega tekmovalca, ki je pripravljen za Rimljane. Jaz sem rekel, prve priprave so najtežje. Ne, enostavno določene reči se ne še obvladuješ, pač možgani ne znajo še obvladovati. Vsake naslednje bo lažje, ko se naučiš obvladovati določene te emocije, določene stvari, enostavno. Pač to velja povsod, ne samo po športu. Ne. Tako da z napak se učimo. Ne. Se veš, znana fraza Jordana, ne. I have missed more than 2000 shots, lost more than 100 games, that's why I succeed. Ne. To je to. On si zapomnil vsakega takega poraza in ti si to vzel poleg kot gorivo za... To je to, jaz ne poznam nobena, da bi kar začel zmagovati, ker tu je spet, gremo na Ronnie Coleman, ne. On je bil, ne vem, v Olimpiji, bil zadnji, 15, pa se da veš, tako je bilo, ne. In tako je, vse so mislili, da je pri vsakom športniku, ne. Tudi tisti, ki so bili talenti, mogoče se pol so uspeli, tako je, eni so uspeli, tako je na prvem nivoju, ne, so pa mogoče na začetku, ne vem, so imeli sigurno kakšno obdobje, so imeli jih je kaj zatiralo, ali pa se niso dobili pravega načina, ne. Samo tega več ne vidimo, nekaj je socialna, se izpostavlja samo tisto. Dobro, in misliš, da je... Ne vidiš pa procesa, ki pa od zadaj, da imaš tiste nizke trenutke. Se to. Ja, samo tako se prodajajo, ne. Ja, tako se to je. Se prodajajo izdelki, ne, izdelke, zdaj oseba, ne. Oseba in...
Ni lih tako, ne. Ja. Sej eni si prodajo pa recimo tudi to, ne, ko pravijo dejansko odkrito od neuspehov in uspehov, ne. Ja. Kako sem prišel, that's why I succeed, ne. Ja. Kakve stvari sem delal. Ja, mene je recimo ful všeč take ljudi spremljati, ne, ker ne povejo samo tiste highlighte, ma tudi pismo proces, ne, veš, pismo, kdaj mi res ni lahko, ne, pa hrem skozi te faze, pa ne, in tu se mi zdi, da je prav čim več tega, ne. Ja, Prav itak imaš poleg tist nekatere, ki te obsojejo, pa te zaničujejo. se bo izmeri, tako da tu isto se navadiš, se pač tako, ne. Ja, ja. Tako, in misliš, v bistvu, jaz sem se tako naučil, ne, in pri poslu in pri športu pač iti svojo pot, imeti svoj način gledati, samo tvojo pot, ne gledati ostalih, ne, zakaj oni tako uspešen, zakaj oni kaj ima več od mene, ne, samo sebe gledati, ko boš sebe bolj napredoval, tako da se naučil, na začetku smo vsi gledali, se še zdaj tako, ne. Samo pol se naučiš, veš, da moraš gledati samo neko tvoj pot, tvoj proces, ne, pa poslušati ljudi okrog sebe, ne. Pa sama sebe, ne, Ja. svojo intuicijo, pogosto, ne. Tako je, pa se ne bat poslušati kritik, ne, tudi to, ne. Se moraš pač, jaz isto zmeri rečem, da povem, kaj je narobe, kaj ne, pač, ko je, ne. Tam se učiš, ja. Na tem se učiš, ja. Če ne pa muzika, pa itak je ful pomembna za tako in za, ne samo za druge ljudi, ma tudi, recimo, verjetno tudi ti uživaš, ko ustvarjaš muziko. Tudi tebi verjetno prinese neko dobro počutje. Ja, ful. Pač resno tako, zdaj, ker smo snemali z Nikom in s Hano, pač ta komad, ko bo prišel zdaj ven, ko sebe prodaš, pač sem si, se lahko veste tako traumatic, smo snemali v gozdu in sem jaz skakala čez neko pač, čez nek hlod po tleh in sem tako, ne vem, padla in se Nik ima posnet izpadec, ampak je grozno, jaz ga nočem videti, pač oni so videli, ampak pač nočem, ker je, nočem videti in sem si pač dejansko tako izpahala ramo in tle sem si zlomila en kosti. Ja, in ne, je bilo tako, je bilo kar huda poškodba, ne, ten gat ni bilo treba operirati, no in pač ja, jaz ko pridem tako cela, veš, make-up, tako že listi v glavi, tako z gozda na urgenco, si so bili tako, kaj je ta prišla, tako z nekega hippie festivala, pač razumeš, in pol sem zdaj dobesedno cel avgust, ne, nisem smela premikati, pač sem mogla imeti tako zvezano to roko in gotoviš, koliko dejansko pač nisem mogla nič delati, vse sem lahko sam z levo, tako jedla z levo, pač je tako prav grozno. Ja, in tudi kitare nisem mogla igrati, nisem, še zdaj težko igram kitaro, ampak je veš tako, ugotoviš dejansko, koliko, tudi nisem mogla pisati niti tako besedil in take fore, in sem tako, jaz bi zdaj res, ker sem bila že tako slabe volje, zaradi tega, kaj se mi je zgodilo, ne, pa sem tako, zdaj bi res rabila tako glasbo, da ustvarjam, da sem bolj počutila in smatko, zdaj ne moram nič delati s to roko, ne, in sem bila tudi to frustrirana, ker nisem mogla novih melodij na kitaro pisati, ne, nič, in pol ten gat, pač imam vsaj glasilke, ne, okej še, in pol sem tako neki, da sem pela in ja, ti ful pomaga pri dobrem počutju, vsaj meni tako glasba, definitivno, če imam tako slab dan, grem tako pet in to me ful sprosti, res me sprostim. Tako da... Tudi čustva verjetno lahko daš ven. Ja, veš, tako najbolje se mi zdi tako neka terapija zame, ker tako sem ful, če sem kaj žalostna ali pa kaj in potem tako pojem tako najbolj neke set pesmi, res tako jočem in zdaj, okej, zdaj sem se tako. In potem se počutim prav tako, ja, prerojena. Ja, samo dosti krat se nočemo priznati, ne, ker naši družbi, ja, kao ne smeš jokati, ne smeš biti cry baby in take reči, ne. Ja, no, ampak dosti krat pa pomaga, ne, da se zjočeš in ne samo pač pri vseh, ne, se tudi recimo pri moških, ne. Definitivno tudi pri moških, pač itak mislim, da pač ta svet je itak, ne bom niti začela s tem, ampak ja, definitivno tudi moški, mislim, sej jok je neki, pač je dobro je, da daš ta čustva, se mi zdi, da če skladiščiš pač ta čustva, to res ni dobro, ker se nabere in potem pač imaš tolo ful, pač poznam take ljudi, no, ki se ful težko veš odprejo in so težko tako ranljivi in mislim, da vsak pač od časa do časa se more tako, ne bom rekla zdaj izjokati, ampak pač najti nek ventil, veš, da daš to ven.
karkoli, pač ali je glasba, ali je šport, karkoli. O, poznamo to, ja. Tudi jaz imam težave s tem. Je bolj zadnje leta, pač tako se lažje, ampak še vedno je una blokada, veš, malo, ne vem, verjetno sigurno malo, ne vem, vzgoja, pa okolje, pa neki vzorci, ne. Malo pa tudi šport, veš, kaj itak pri športu je bilo treba itak stisniti, pa veš, ne smeš biti utrujen, ne smeš biti pokazati, da si slab, da ti slabo gre na tekmah in tako. In potem se mi zdi, da uno tlačiš, pa se zapiraš, ne. In je fajn pole, da se opreš. Sej, mislim, da slejko prej pač to pride ven. Enkrat, veš, to, kar tako skladiščiš. Pač enkrat se mi zdi, da bo tako... Pač nekje se ti bo poznalo, ne? Se ti bo poznalo in te ljudje ponavadi so ful taki, veš, tudi se mi zdi, prav vidiš, veš, ko govori z nekom in se ti zdi, da tako ima neki, kar tako skladišči in je tako v njemu in prav vidiš, da ni več tako sproščen, oziroma ne sproščen, pač ne živi tako polno. In mislim, da je cool, da daš ta čustva ven in sej ti pravim, jaz dodajam umetnosti na različne načine, lahko to sprostiš in mislim, da je to res pomembno. No? Preko se sprijazniš, da je življenje kratko in brez smisla ter namena, skratka nič od niča, prej postaneš srečen. Dobro. Lepo povedi. A imaš še vedno tak pogled na stvari? Ali se ti je spremenilo? Ne, tu se pa res. Ne, to pa ne. Vse res, če pomisliš tako, ki tisto pomeni, ki pa je smisel, veš. Ki pa je smisel? Življenje samo ne. Življenje samo. Oziroma nič od niča. Ja. Ne vem. Ne vem, malo sprašujem, tako malo izzivam. Kaj je smisel? Ja, se to je kar tako filozofsko vprašanje, ne? Čarano, verjetno na teh podcastih 1822 samo lansko leto, ne. In nekateri pravijo, da bolj, ko probaš dobiti smisel ven, teže ti je. Se to je. Ampak ni do tega se zavedati, oziroma... Jaz mislim, da ni. Jaz mislim, da ni. Jaz mislim, da smisel je pač življenje samo. In to je to. Vse, če ti pomisliš, ki pa si 80 let si bil rukni nor in stoja, če imaš srečo. Tak. Glin. Samo je težko priti do tega spoznanja, veš, kaj čem povedati. Zato, ker se mi zdi, da smo toliko spet cultural conditioning. Bi mogli nekaj višjega iskati, ne. Ja. Stalno loviti neko srečo. Ne, vse to je to. In se mi zdi, da kar spremljam tako tiste uspešne ljudi, je itak prvo si postaviš nek cilj in to je verjetno v večini primerov nek ful velik cilj, ne, ali če jim ratati, ne vem, profesionalni športnik, če zaslužiti, ne vem, $1 milijon, če imeti podjetje, če imeti 10 hiš, ne vem koga, pač karikiram. In poleg enkrat dosežeš to, vidiš, da pač nekaj manjka. In potem se začne spraševati, ne, pismo. Ja. Se mi zdi, da tako, no? Ja, ne, vse to so poznane zgodbe, ne. Vse to ful ljudi to govori, točno to, kar si povedal, ne. Se pravi, da na koncu pride do zaključka, da bolj ko je lovil, bolj je šlo. Pač ta neka sreča oziroma smisel, whatever. Zato verjetno se da v bistvu da hamine, ali pa da je cel cajt, kukor si vzameš, ne. Ja, tako da... Ja, vidim, recimo jaz pri sebi tudi malo zaiščam in tako, se mi zdi, da tudi povedano malo zigam, ne, oziroma uno, ne, tudi malo, ne vem, tudi kako si odraščal in tako, ker bolj se mi zdi, ko rabiš neko potrditev od družbe, težje ti je priti do tega, da je pač življenje po samo, po sebi, oziroma... Ja, sigurno je to povezano z temi zunanjimi, bi jaz rekel, ko se temu reče pritiski, ja. Pričakovanje zunanjega sveta okoli tebe. Po moje je to povezano, ja. Tako da verjetno bolj, ko stopiš v stik sam s sabo, bolj, ko se sprejmeš sama sebe, lažje ti je verjetno. Ja, jaz mislim, da bolj, ko je človek, se pravi, bolj, ko je nepodrejen, ko se reče, bolj, ko je pod vplivom nekih zunanjih faktorjev oziroma pričakovanj nekega okolja, bolj si povečuje možnost, da bo nesreča, ne? Oziroma, da, tako bi jaz rekel, ja, po mojem, to v tem zlepa mestu. Ja, ma se, a ni, če pomisliš. Ja, dejansko res. Zdaj, če boš ti pa sam sebi nekako sledil pa svojim unim. Je pa, kar dosti dela za narediti, ne, da prijaš do teza, ne. Sploh recimo, če si športnik in tako, itak si deloma odvisen od nekih rezultatov, od nekih mnen drugih, če ne druga trenerju, ne, kaj je tako, kadar si dobro igral, si dobil podporu pač trenerju, ne, so ti pokazali, ti za prijatelj, je vedno krovč, ne, krovč, ko pesa nekaj nahradiš, ne, ti za si pride, glede.
Kje ti vidiš, recimo, kaj je potrebno storiti za profesionalni šport, da se bo bolj reševalo težave? A je to neka ozaveščenost, kot si omenil, potem preventiva, pa verjetno tako na individualni, kot na družbeni ravni, treba oboje. Mislim, Ali kako je, recimo, tukaj se zdaj ne bi nekih utvar delal, da tukaj neke rešitve so. Ne? Mislim, kje je pač to bo, in športniki najbrž, to bo vedno nekaj, kar bo do neke mere gnalo, a ne, če to, kar Brajkovič govori, je očitno res, a ne je to, a ne je en del neke nadkompenzacije, je to nek sestavni res. Mislim, da tukaj, kar je rešitev, do neke mere lahko tisto rečemo, a ne. Sigurno se morala oblikovati, tako kot se je športna psihologija, a ne, tukaj je neko področje psihoterapije v športu, ne, ali psihiatrije tudi. Ne, in v bistvu vse te tri stroke se bojo morali združiti, čeprav se to zdi ne, da se zdi. Ne, trenutno je to nemogoče in zdi se, da tudi če v naslednjih 10-15 letih bo to nemogoče, ker en drugega videti ne morajo, a ne, pa pravzaprav eni brez drugega ne morajo, pustimo zdaj razloge, zakaj. Tako da to bo še, ampak to bi bil, a ne, ker vsi tako, če bi bilo to tako interdisciplinarno, bi se pristopili, bi sigurno se razvilo neka urodja. Sigurno en del tega je, da se razvije urodje, kjer se bo to znalo, a ne, hitreje prepoznati, pa potem napotiti strokovnjakom, a ne. Drugo pa je, da se o tem govori, da športniki, ki se jim to začne dogajati, da vejo, da to ni nekaj, kar se njim dogaja, da jih je potem zaradi tega še bolj sram, da to še bolj skrivajo, še bolj vase zlezajo, ne, še hujše občutke nekega, ne, potem imajo neke še slabše samopodobe, samozavesti, do še pol nekega samoobičanja, samokaznovanja pride, ampak da vejo, ne, da je to nekaj, kar je pravzaprav univerzalno, ne, da tako je, da se da tukaj pomagati, ne, in da vejo, da v bistvu pravzaprav lahko poiščejo pomoč, ne, in da kam se obrniti. In tudi tukaj meni se zdi to, ne, da ko se jim nekaj takega dogaja, če pride do nekega strokovnjaka, ne, da potem imajo bolj v kontekstu nek pogovor, ki je razbremenilen, ne, ki vse to skupaj normalizira in da že to mnogo pomaga, potem pa, če se to stopnjuje ali pa ko se vse skupaj končuje, a ne, da se pa tega na prav način lotijo, to mislim, da je pa neko realno, realen scenarij. Na začetku je bilo komentarjev tudi o tem, kaj bosta nema, zakaj na to ne, vse bo to takoj nazaj, in dejansko pač mogoče so te komentarje še malo bolj tako, da še bolj hočeva iti, da hočeva biti še dlje, da hočeva ne samo zaradi naju, ampak zdaj bo pa še pokazalo sem, da se da. Vsak ima ta strah, ne, kaj pa, kako pa. Jaz sem vedno mislil, vse bo tako, kot mora biti. Ne. Če se boš ti lotil, pa če boš ti nekaj hotel doseči, pa nekaj hotel dobiti, pa do nečesa prideti, pa hotel resničiti neko željo, neke sanje, se mi zdi, da boš vse naredil za to. Ne. In tudi na poti lahko najdeš in delo, če hočeš, in lahko se zaposliš kot študent oziroma kot tujec v kakšni lokalu, kavarni, kakorkoli, da zaslužiš, če ti vmes manjka. Vedno se da, če je vedno sam izgovor, ja ne, zato moraš imeti denar, ja ne, zato moraš imeti to, se mi zdi, da sam sebe v bistvu oviraš pred uresničitvijo sanj. In v bistvu nama je bilo to, da so pol res začela delati 24/7, v bistvu čim več, za vikend so se videla, delala na kombiju, med tednom so bila narazen. In jaz v Radomljah, ona v Gorici, in nekaj so našparala, zato da so ga zrihtala, nekaj so našparala za na poti, nekaj so imela srečo, da so lahko delala tudi na poti. Ne, to se spomnim, recimo naši skupni prijatelji je bil poleg kakšna ta zbadljivka, itak bojo prišli nazaj, pač bo zmanj kot denar, bojo prišli nazaj, ni to fora, ti greš potovati, je izkušnja, če ne druga, je pač življenjska izkušnja, pač se ni fora, da ti uspe, pa da ostaneš v Evropi, pa nekje, pač samo greš v to, ne, pač paraš denar, si rihtaš kombi in pole greš z sanjami, ne. Pa če en mesec, pa en mesec. Če prija čez 2 meseca nazaj, še enkrat bo šla delala bo še več, našparala še več in šla še enkrat, ne. Šla sva tudi dejansko v najdražje države, ne, kar je bil pač
v bistvu še denar še hitreje kopnil. Ne? Ja, in v času najdražje nafte. Ne? Ja, je bil dizel tam povprečno po 2,30 liter, ne? Kar je Norveška še več, je bila tudi 2,60, ne. Pa to je bil v bistvu naš glaven strošek, ne. Te lahko povem, da mene komad Hipijada je rešil življenje. Mene je glasba res tist notrni mir v tem življenju, ki ga rabim, ki mi nudi uporo, ki mi nudi strast. In jaz sem bil do take točke, da če ne bi to preko glasbe dal ven, jaz ne vem, če bi se trenutno ti pogovarjal z mano, ti vem prav direktno. In tako da ja, veš, glasba je taka stvar, se reče šuno in muzika, gremo žurat, samo glasba je res neka prvinska stvar, ki izveje že z panti veka, z začetka človeštva in veš, ljudje, ki so bili malo unga bunga, ne, v kameni dobi, ko jih je govorilo, imamo to buni meme, confused unga bunga. Ja, ker so bili že ljudje unga bunga, veš, to je primarna stvar, veš, ti se naredil ritem, si udaril po skali, si duko po palčkih, to je, ljudje se ne zavedamo, da ima glasbo v žilah, odkar obstajamo na tem planetu in mene to daje tak zagon, tako terapijo v življenju, da res, jaz sem se odločil tekrat, da moram, da je edini način, da dam vse te frustracije, vem, vse te podlačena čustva, mene najlažje to izražati preko glasbe, tako da mene je komad Hipijada res v življenju. Ja, tako absurdno, ko se zveni lahko. Se tu je od večina umetnikov črpa prav iz te bolečine. Ja, ni lih od pozitivnih rečin ne nastaje. Mislim, nekaj verjetno tudi pozitivna, ne, ampak moštrovine skozi zgodovino, večinoma je zvira iz bolečine, to je dejstvo. Tako da je tudi za umetnike, ne, ni to samo muzika, je tudi potem risanje, pesmi, pa poezija, vse izhaja iz neke. Jaz sem mnenja, da mora vsak človek v življenju najti neko tisto svojo stvar, ki mu nudi res neko platformo, bi rekel, za izražanje, veš, ali je to šport, ali je to umetnost. Ja, se lihtel vse reči, da večina jih pole dobi skozi šport, ne, pravi, da šport je tista rešitev za mentalno, duševno zdravje, ne, ni pa edini, ne. Ja, to bi sicer jaz sem večkrat razmišljal o tega vprašanja in tako, in od te debate, jaz bi pa tle imel kar malo kontra mnenja, ne, ker jaz v tisti fazi, ki sem bil res najbolj na dnu v svojem življenju in izredno depresivan, že samomorilen, bi rekel. In veš, sem non-stop pošušal to, ja, sej beži športat, beži dati ven, bej to. Ja, okej, deluje, definitivno pomaga, definitivno itak počutijo vse te procesi, ki nastanejo v telesu preko športa, definitivno blagodejno vplivajo, ampak pri športu sem opazil z osebnih izkušenj, jaz sem tisti sajt kolesaril, sem delal v Grčiji, smo vsak dan igrali odbojku, beach volley, sem bil na morju, vse uno, sem bil aktiven, cele dneve na soncu in še zmeraj globoko v sebe sem bil izredno depresiven. In potem se človek vpraša, ne, in stvar je pa pri športu pri temu, ker jaz sem mnenja, da pri depresiji največ pomaga pogovor, ne. Pogovor, da daš. Depresija je primarno to so neka potlačena čustva, ki jih imaš ti v sebe, ker jih leta in leta kopičiš in itak kot moški smo naučeni ne izkazati čustva, bodi tiho, bodi stoičen, ko se reče stoičen in vse te scene, ja, drži, ampak enostavno, veš, flaška, ki je polna in ki prije na vrhu do čepa, ne do zamaška, veš, to je neka meja in potem to vse eksplodira ven. In se mi zdi problem pa športa, da, veš, lahko reči ti kolesar je to, ampak ne boš dal ta čustva ven, ti rabiš pogovor, ti rabiš osebo, tako kot smo jaz sem ti, da sediš, da se leješ v oči, da daš to ven, da se izražaš, da imaš oporo in to se mi zdi, da kdaj pri tem v športu manjka, ne, sploh ne vem, fitness, ja, okej, se maltram, prije tipo, daj bolj močo, daj bolj gas, zakon me napali, me da fire, sem sposoben, samo, kaj pa tista bolj globlja stvari, kaj imaš res globoko v sebi in duši, smo zdaj do tiste stvari, pa se ne pripraska noter. Se zato je prav, da imaš več različnih orodij, ne? Ja, šport bo si pomagal, ampak bolj se mi zdi na kratek rok, se pravi, ti bo pomagal je čez neke, ampak še vedno boš mogel narediti neko delo na sebi. Jaz to govorim z osebnih izkušenj, je pa itak odvisno od posameznika, ne. Pač recimo jaz vidim, da okej, če sem prav skuren, če rečem še neki športat, bo še slabše naredilo, ne, ampak v večini primeru pa te obrne na bujši, ampak ni pa tisto rešitev, moraš še vedno narediti, ko si rekel, delo na sebi, ne, se pravi, jaz pogovoram ali neka dati ven ta čustva, se pravi, muzika ali pisati, poezija in tako, ne, ja. Tako da jaz bi to mnenje izpostavil iz res osebnih izkušenj. Neko deep work me polni, recimo neko pisanje ali pa recimo nek creation oziroma ustvarjanje, delo na projektih. To me recimo mene polni, ker sem
čutim, kako me tisto dela polni. Medtem ko tista vadbe, da bi jaz bil nek trener in tisto, oziroma tisto pa ne toliko, oziroma sem že bil trener, pa sem videl, da recimo v odbojki tisto mi ni pašalo, ko tu smo zdaj en tak aspekt, ki se pogosto pozablja, oziroma nismo kul naučeni, kako to spremljati. No. Ja, recimo tudi zdaj vidim, jaz na konci dneva itak pridejo dnevi, ki so bolj naporni, so manj naporni. Recimo, če mene me ful te skupinska vadbe, predvsem te, ki imam večno mlade, mene me tako napolnajo, ki mi toliko neke pozitivne energije vrnejo nazaj, da sem po vadbi prav, ja, ne znam opisati, ma je super, jaz se ful dobro počutam. Pa vem, da sem jaz dala neki njim in oni tudi meni, ne. Jaz, ne vem, vidim, kako so zadovoljne z vadbo, so naredile nekaj res dobrega zase in to so one ful hvaležne in mi vračajo to hvaležnost nazaj. In je res ti vložiš neko energijo v njih, ne, in oni ti jo nekako ti jo vrnejo nazaj v neke dobre občutke, no, tako. Zaradi tega, ker grem na Majorko, dejansko pisati diplomo, je z nami Hana danes, ne? Jo, Najnovejši član. Najnovejši član podcasta. Živijo. Hana se nam je pridružila tako spontano, ne? Prvič je bila zraven, spontano, ja. Prvič je bila zraven pri Aljažu, ker smo snemali. Ja. In rekla, da je bilo ful fajn in pole je kar. Pole sem natala kar članica, ne? Zdaj sem tle. Zdaj delam klipe, to sem jaz takrat v sobi, kjer delam klipe in snemam, ja. Ona je mislila, da bo samo temu v ozadju malo striček, oziroma tetka iz ozadja, smo rekli. Ne, smo... Tu mora priti od spredi. spredi. Zdaj sem zvezda. Zdaj to bojo videli ljudje in boš ratala worldwide known. Zdaj, Hana, malo predstaviš, za ki si se odločila pomagati, ne sploh, ker recimo, ker zdaj niso še finance v igri, ne. Tako da ni še v tisti fazi podcast, ki bi karkoli služil, delamo to bolj z veseljem, ne. In, mislim, se to bo vedno, ne. Ja. Sem prijemala kešu, mi smo dobro. Ma ne, jaz sem se odločila, da prijem pomagati, ker pač itak me to ful veseli, je neka nova izkušnja, tako res, tudi te klipi so mi ful dejansko pomagali zdaj z mojimi izkušnjami, I guess. In ja, ne vem, to je to, so kamere posod, mi je fajn snemati in to, tako da tudi mi je všeč tematika podcasta na splošno. Hvala samo, mislim, sploh mi ni bilo čudno, da je Hana prišla na ta podcast kot neka pomoč. Ker se mi zdi, da je tako prav no-brainer bil. Ja. Pač tudi za nas, celo ekipo, ne. Ker bi meni pomagala dosti pole, če meni pomaga to tebi, ne. Ja, dejansko. Tako da... tako da se pole tudi malo lahko razdelimo vloge, ne. Jaz mislim, da tukaj nisem sploh unikaten, tukaj se veliko ljudi poistoveti s tem, da imaš težke izkušnje, izredno težke izkušnje, ki te pretresajo v temelje tvoje biti in tvoja bit se takrat začne zavedati, da moraš mogoče nekako drugače postopati v življenju. Ne. In takrat se začneš mogoče sploh zavedati, takrat se zbudiš prvič. Mogoče. Tako da ja, težke izkušnje so bile mogoče ena specifična, kjer sem živel tako zelo dobro življenje, zelo tako navzunaj bi lahko en rekel uspešno življenje. Zgledal sem srečen, mislil sem, da sem srečen, to je največja fora, ne. Ampak potiskal sem pol ta lifestyle ali pa ta življenjski slog v nek ekstrem in potem nisem več bil v redu, ne. Bil sem zelo, zelo, zelo slabo in to me je pripeljalo, mislim, moje vrednote so me pripeljale tja, pa moj način življenja, ne. Tako da pol ni bilo več možno bežati stran od tega, pa se zamotati z novimi distraktorji, ki jih ponuja ta materialni svet. Treba je bilo pogledati noter, ne, in to je tisto, kar si ti omenil, ne, introspektivo. Ko vidiš, da zunanje okoliščine do neke mere vplivajo na tvoje počutje ali pa kratkotrajno, potem pa greš spet na svoj baseline, ki pa izhaja iz notranjega stanja. In naučil sem se, da zunanjost ni toliko spet pomembna, kakor jo poudarjam, kakor sem jo poudaril, do takrat pa kakor jo poudarja naš svet, ne.
se ženemo se večinoma za zunanjimi stvarmi. Dosti socialnih omrežij je zaradi pogovorov, ne? Vsi vsebujejo čete, da se lahko pišeš. Lahko da objavljajo, kje so bili, se s tem hvalijo, da so bili, ne vem, na kakšnih počitnicah, da so videli ne vem kaj vse. Hkrati s tem pa daješ drugemu neko krivdo, da ker tudi jaz včasih tako, če nisem hodila na te žure in to, ko sem gledala tiste posnetke, ko so se ostali imeli full fun, jaz bi tudi bila tam, ne, pa sem ležala v posteli, v pižami, šla spat in se počutiš pravno malo bedno, ne, da drugi lahko živajo, ali pa, ne vem, drugi hodijo na neka full lepa potovanja, pa vidijo vse neke prestolnice, pa full lepe znamenitosti in ti si samo šel na Hrvaško na more in prišel nazaj, ne, in pa se počutiš pravno malo butasto, tako da zato so pol nek slab vpliv, ker pač moraš biti zadovoljen že s tem, da si šel, ne vem, na Hrvaško, na morje, ali pa tudi na slovensko obalo, karkoli, ne, da moraš zdaj se ti primerjati z nekom, ki pač je šel, ne vem, na Havaje, na Maldive, kamorkoli. Ja, se to je ena izmed slabosti teh socialnih omrežij, jaz tako prej Žan omenil, ki ti ustvarja neko irealno perspektivo na življenje. Misliš, ja, ok, vidiš na storih, recimo na Instagramu, 3 storije, kako se imajo ljudje fajn in ti kar misliš, da pač vsi se imajo fajn, ti pa delaš, pa recimo si doma, ko si rekla, ne, pa ne uživaš, ne, ampak realnost je pa tako, da večina jih ne uživa, ampak samo nekateri pa res pač kao uživajo in pole se ti napiče ta slaba vest in vse to, ne. In pole tudi negativno ti podzavestno vpliva, ker se začneš primerjati z ostalimi in Ja, zato tudi drugi, ne vem, lahko bi imeli ful slab dan. A bili zadnjič sem poslušala en podcast, pa je ena rekla, da o Valentinovem so se pogovarjale in so rekle, da lahko, da se je en par ful močno skregal, pa je objavil na Instagramu neko ful fancy večerjo, pa da se vas ta ful fajn, pa da sta šla na en ful dor zmenek, pa sta se predtem na smrt skregala, pa ni bilo vse tako lepo, ko je bilo dejansko videti, ne, pa ti se počutiš bilo ful bed, ker si samski na Valentinovo, ne, ma hkrati ona dva dni sta spet uživala tistega Valentinovega, ne, ko si ti predstavljaš. Tako da je ful dvolično to. Ful je dvolično. Ja, si tudi tle vprašanje pol naprej, katere so po tvojem prednosti uporabe socialnih omrežij in katere so slabosti. Slabosti so definitivno to, da ljudje objavljajo samo highlighte svojega dneva in pozitivno, ko si imel ful slab dan, pa vidiš kako je imel nek človek ful dober dan, pa v bistvu je lahko imel človek lik tako ful slab dan, pa še slabši kot ti, pa je objavil, da je šel, ne vem, na sprehod, pa je bilo ful lepo tam videti, pa si ti kar nekaj pač. Ne vem. Zdaj, kaj je to dobro počutje? Zdaj, to je vsa filozofija za tem podcastom Benestere, se pravi, skozi ta podcast bomo probali skozi različnimi gosti, pa tudi jaz bom predstavljal to mojo filozofijo, kaj pomeni dobro počutje, ker smo zdaj na to dobro počutje je neka taka abstrakten pojem, vsak ima neko drugo definicijo, tako da bo fajn potem skozi podcast razviva to idejo in po mojem mnenju, se pravi moja filozofija temelji na tem, da je za dobro počutje potrebno poskrbeti tako za kot za telo in na to tudi za dušo, se pravi za notranje dogajanje. In za telo in je neučinkovitejše, če poskrbimo prav za našo prehrano, se pravi, da dobro jemo, da se kvalitetno prehranjujemo in da skrbimo za nasplošno našo prehrano in kako jemo. To je zdaj najbolj taka osnovna stvar, ki jo lahko naredimo za boljše počutje, tako fizično kot mentalno. Se pravi, prehrana je recimo, če si zamislimo piramido, prehrana je prav na dnu, se pravi nek temelj, če je prehrana slaba, potem bo težko tudi delovati in se dobro počutiti. Jaz sem tudi pri sebi zadnja leta. Jaz imam še ta podoben problem kot ti, preveč premišljujem o teh stvareh in analiziram in to, kar mi kdaj mi je res škoda. Samo sem pa s tem analiziral in prišel pa do dosti zaključkov, kar mi je pač tudi pomagalo. Dobro, odvisno v kakšni smeri greš. Če povedati, tudi jaz recimo, pa med športom, je bilo fuljenih emocij in tako, ampak hkrati, ne vem, so ti pole trenerji oziroma tudi pole šport sam te naučil, da teh ne smeš nikoli pokazati teh emocij. In pole tisto nabiraš in pole mene je prvič se pokazalo recimo skozi želodec.
sem dobil gastritis oziroma refluks, prvi letnik faksa. Ne. In do takrat se je nabiralo neka čustva, ki jih nisem predelal, in itak po kitajski medicini pravijo, da čustva se nabirajo lih v trebuhu oziroma tle. Ne. In poleg takrat je prvič ekskaliralo pri meni. Ne. In poleg s cajtom vidiš, ne. Poleg tak se mi je pojavila utrujenost čez leta. In poleg počasi vidiš, aha, ni samo na fizični, ne. Nisem samo fizično utrujen, ampak so odzadi še neke stvari. Pa se tako, če pogledam dejansko, pa to še jaz zdaj delam zdaj, ne, ker se zavem, potem popravljam te stvari. V bistvu že od majhnega se mi zdi, nas učijo nekako zatirati čustva, ne. Pa sej, tisti, ki so malo bolj izobraženi oziroma tako bolj drugače razmišljajo, rečejo, zjoči se, naredi to, naredi ono. Jaz kako pomislim za nazaj, ne, kaj jočeš, nehaj jokati. Razumeš? Pa noben te ni vprašal, kaj ti fali, kaj je narobe, ne? Noben ti ni dal neke priložnosti, da poveš, kaj je sploh s tabo, ne? Ali pa recimo, ne vem, kaj si jezen, nimaš, zakaj biti jezen? Pa kako ti veš, da nimam zakaj biti jezen, razumeš? Mislim, tako, ne? Tudi vidim, recimo, zdaj moja ta malo, ne? Ker ne vem, zlepega joče, razumeš, kaj jočeš, ne? Lih tako naredim, kaj jočeš, nehaj jokati. Pa si mislim, se pa razumeš, ne? Pa dobro, daj povej mi, kaj je bilo, ne? Tako, ne? Imamo že odmičkega, se mi zdi tisto. Mislim, je težko, mislim, če nisi ti in tega se naučil, je težko ne predajati naprej otrokom, ne? Pa tudi, recimo, če pogledaš, zdaj v življenju, ko zdaj živimo, ne vem, tudi te, ki so, ne vem, pustimo, ko bi ti rekel, politiki ali pa kdorkoli, ne more pokazati svojih čustev, ne? Pač dejansko mora se predstaviti tako, da bo on zgledal drugim ne? Pa on je lahko v sebi prav... tudi družbeno ni sprejemljivo, da pač ne vem, če se ti počutiš, ne vem, v šoli, se ne moreš kar zjokati. Ne boš jokal tam, ne? A pa tam, da te pole starši... Seveda, ali pa te gledajo drugi, ne, si mišljeno, zdaj bom tle jaz jokal in kaj bo oni rekel, ne? Pač gledamo, kaj bojo drugi rekli, neko se jaz počutim, ne? Hkrati pa pole, se imene se mi zdi, da tisto problem, ker takrat zatreš, ampak pole pa ne spustiš tega ven. Lahko zatreš v trenutku, poleg, ko priješ domov, se zjočeš, daš tisto ven, pogosto ne, zaradi tega, ker pač... Pač gre tako naprej, ne? Tam vse noter. In poleg se plače, ne? Trebuh. Vemo, kako je to. Sem zasledil, da si v bistvu od zmeraj si želela postati odbojkašica. In zdaj pole te dreams come true. To je res, pač že. Pa to že od, ko si bila mala, ali poleg, ko si začela igrati odbojko, da te pa vleklo bolj... Ne, mislim, jaz sem začela igrati odbojko pri 5 letih in pri 6 sem bila že, mislim, registrirana, da igram tekme, tako da sem že od prav malih nog, ne, ampak ko sem rekla, sem se že zaljubila, ker sem bila mini, pač mama me je prinesla z isti košarci, sem imela 3 mesece, sem bila na tistih tribunah in gledala treninge, mislim, da se skali spomnim od tega, ampak če ne, vedno, meni je odbojka en najlepših športov, še posebej za ženske, in res to mi je prav prelepo mi je, ne, to bi rekla. Ker sem videl ta vzorc, ne, se pravi, pri tistih velikih talentih, ali pa tisti, ki so dosti dosegli v športu, ali je to Kobe Bryant, ali kdo, kakšen odbojkaš, ali pa recimo v poslovnem svetu, vsi, ki veliko dosežejo, nekaj velikega, imajo ful močno vizijo, ne, samo tisti cilj, in to sem pole videl pri tebi, da imaš, ne, prav fokus, tudi parkrat si že omenila, ne, fokus na cilj, ne, se mi zdi, da je to ful pomembno, da te pole to pohanja naprej, ne. Zato tudi rečem, pač, meni so se zdaj sanje nekako uresničile, ampak ni niti blizu tega, kar jaz želim, pač ni niti blizu mojih uresničitev sanj. Tako da je samo začetek, to če ni nekako, ampak zame to je novo poglavje, ki enostavno da gledam kot bel prazen list, belo knjigo v stvari, mislim prazno knjigo, ki ni nič napisano notri. Vse, kar je bilo za mano, je bilo, preteklost je preteklo, zdaj samo fokus za naprej. No. Kaj pa so neke tvoje ultimate dream, take sanje tam hore, ki jih... Pa tako, biti ena najboljših odbojkašic sveta. Ja. Bošte. To si res najbolj želim in bom vse, kar je v moji moči naredila, da pač pridem do tega. Pa ne rabim biti med 10 ali karkoli, ne, ampak igrati Ligo prvakov, olimpijske igre, res to, ne vem, to si vedno želela, tako da si res to želim, no. Široka stvar, ne gre za dihalno tehniko, ne gre za nekaj dihalnih tehnik, ampak za cel proces, ko da zdaj tudi ga na ta način naslavljam.
lahko kako nek posameznik diha čez cel dan, ne zdaj diha po Wim Hof metodi ali nekaj drugih dih uporablja, ampak kako čez cel dan diha. In tako da sem tudi nekako se znajdel najprej v eni skupini, ki je dihanje zelo pomembno. Spravo bi rekel, da so 3 skupine ljudi, ki nekako jih obravnavam skozi dihanje. Ena skupina so astmatiki, pa ljudje, ki so prekomerno zadihani, te sigurno vejo, da imajo težave z dihanjem, veš, kaj jih duši, pač ne morejo dihati. Po drugi strani, oziroma drugi ekstrem, bi rekel, ena skupina tudi izmed teh 3 je podjetniki, športniki, oni vejo, da bo izboljšal toliko performance. Vmes je pa ena skupina, v kateri se tudi sam zdaj znajdel, je pa tista, najprej sem mislil, da pač me zanima performance. Seveda me še zmeraj zanima, da ne pomote. Ampak najdel sem se v tej skupini, ki je pa taka bolj, ko bi rekel, velikrat ljudje ne povežejo, da je to težava z dihanjem. Ne vem, anksioznost, ne vem, težave s prebavili, regulacija čustev, ne vem, težave z zobmi, zobni kamen. Smo veliko zaživosti športnikov, sploh če je dihanje izredito skozi usta, če težko recimo skozi nos diha, ali pa pač niso zavedni, da je bilo fajn skozi nos dihati, saj večino časa ne moreš ves čas, ker so tudi primeri, ko pač nočeš skozi usta dihati, oziroma skozi nos dihati, ker ne gre na ta način, da bomo zdaj vsi skozi nos dihati. In veliko je teh stvari, ki je ta umestna skupina, ki se niti ne zaveda, in glavoboli, zdaj res jih nisem imel, ampak so včasih migrene lahko problematične, bolečine v ramah, bolečine v hrbtu. Skratka, cel tak spekter stvari, ki jih ljudje velikrat ne povežejo, da bi lahko z dihanjem regulirali ali pa celo odpravili. Kar ne pomeni, da se spet ne govorim, da je dihanje čarobna palčka, ampak v veliko stvari skozi dihanje, na to srednjo skupino, veliko stvari lahko narediš. Tudi v smislu čustev, ne gre za to, da boš zdaj ti neko stvari čutiti, ne gre za to, ne želiš ne čutiti stvari, ampak lahko zreguliraš čustva. Anksioznost lahko zreguliraš, to začneš zaznavati, kaj ti telo eventualno sploh sporoča. In tako da bi zdaj rekel, da sem bolj v tej drugi skupini, oziroma se v tej drugi skupini bolj najdem, ne, jasno, nisem bil nikoli astmatik. Peak performance me še zmeraj zanima, oziroma neka maksimalna učinkovitost, nekako se klevi, da mi tudi veliko težav mojih je rešil skozi pač ukvarjanje z dihanjem, v smislu, da je zobnega kamna, jaz sem bil skoraj enkrat na leto skoraj sigurno na čiščenju zobnega kamna, ker sem dihal pač skozi usta, večinoma, se nisem tega zavedal in pač vsi mi govori, da mi imam dosti zob. Me to v bistvu mota, ker sem zobi hodil, zdaj se skrbim za njih, veš, pač ne nitkov in tako naprej. Ampak ni pač pomagal. In pa, ker sem začel bolj namensko dihati, recimo skozi nos, je to tako očitna sprememba, lažje bilo v bistvu ohranjati v bistvu neko slino usti, kar pomeni tudi malo zobnega kamna in tako naprej. Ker se uši sušijo. Tu zdaj malo tako indijsko, meditativno, recimo mene ful všeč. In srečno 2024. To, Jani!